N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. Poslušate oziroma gledate N1 podcast, jaz sem Suzana Lovec. Zdaj, ko boste imeli pred in predvsem med prazniki več časa, držim namreč pesti, da boste imeli decembra več miru in več časa, vas vabim k ogledu oddaj N1 podcast, ki sem jih posnela letos, 40 jih je bilo doslej. Najdete jih seveda na n1info.si, nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Vidite jih tudi na EONu in na strani Metroplay. Zdaj pa Metod Pevec, režiser, ki je šel v zapor. Pozdravljeni. Dober dan. Dobrodošli v N1 podcastu. Ko rečem, da ste šli v zapor, seveda mislim na vaš zadnji film, na dokumentarec Ko pridem ven, zaradi katerega ste zdaj pod žarometi. Šli ste v zapor, hodili ste leto in pol med zapornike na Dobu s psihiatrom z metodo psihodrama, gre za Vladimirja Miloševića. Nastal je dokumentarec, celovečerec o zapornikih in gre za zapornike s težkimi kriminalnimi dejanji, z umor, trgovina z drogami, oboroženi ropi in tako naprej. Bi brez psihodrame lahko dobili tak film, kot ste ga naredili? Ne. Gotovo, da ne, zaradi tega, ker sem dolgo razmišljal, dolgo me je tema privlačila in dolgo nisem vedel, kako pristopiti. V dokumentarizmu je zelo pomembno, da pač najdeš dostop, da veš, kako boš o nekih stvareh lahko spregovoril, in se mi zdi, da običajni intervjuji, izjave v tem primeru ne bi delovali, ker je to preprosto, kako bi rekel, prekratka faza, prekratka, preskromna možnost za vpogled v nekaj tako težkega, kot je kriminalna identiteta oziroma kaznivo dejanje in ves proces, ki se potem okrog tega odvija. Tako da, ko sem nekoč po radiju slišal nedeljskega gosta, doktorja Vladimirja Miloševića, ko je razlagal o psihodrami, mi je bilo jasno, da je to način, s katerim se lahko morda, seveda, uspešno približamo takim ljudem, kot so seveda obsojenci na domu. Potem sva imela malo smole, sva se hitro našla in dogovorila, ampak je bila smola korona. In so bili zapori zaprti. Tam so se zelo, zelo bali širjenja bolezni, ker kdo bi tam držal red, če bi seveda vsi pravosodni policisti zboleli in tako naprej. Skratka, strogo bilo. Ampak potem sva pa dobila ta dostop. A je kamera, da je bila kamera zraven na katerikoli točki motila? Na začetku bolj? So se naučili na njo? Je v bistvu kamera sploh bila nek relevanten faktor? Ne vem, jaz sem se to naučil že pri dokumentarnem filmu Aleksandrinke. Kasneje pri dokumentarnem filmu Dom sem gotovil, da v bistvu, če prideš z neko na videz skromno kamero, da te nihče ne jemlje tako zelo resno, kot če pride neka televizijska, filmska ekipa, predvsem, ko dvignejo mikrofon nad glavo. Takrat se vsi bolj zavedajo, da to poteka neko snemanje. Tako da jaz sem se dolgo časa na nek način pretvarjal, ker sem snemal sam, da je to pravzaprav nekakšno raziskovalno snemanje. Ne? Ampak sem vedel, da ni, ker sem bil opremljen popolnoma s profesionalno opremo, ki je bila na videz bolj ljubiteljska, ampak... So pa ves čas vedeli, da gre za film, ali ste to potem definirali? Da, ves čas. Da, midva z doktorjem Miloševićem sva v zaporu, vsakem oddelku posebej naredila, tako sva imenovala, audicije. Audicije smo vabili, zdaj se spomnim, da sva takrat imenovala, da vabiva na audicijo, ki je imela naslov Vizija prihodnosti. Na teh audicijah sva razložila vsak svoje. On je razložil, kako poteka pač metoda psihodrame. Jaz sem pa povedal, da gre vzporedno za snemanje dokumentarnega filma in da seveda si želimo, da so obrazi odkriti. To sta bila kar dva težka kriterija, zato ker si ne želi vsak obsojenec, da ga bo zdaj nek psihiater, dajmo reči, maltretiral oziroma delal z njim in se mu morda približal nekam, kamor si ne želi nikogar. Kot si tudi ne želijo iskreno govoriti pred kamero za občestvo, ki bo na vse zadnje film videlo. Tako da tako postopoma je prišlo do nekega izbora teh
ki so na koncu sodelovali odprto, iskreno in v bistvu z nekim jasnim in čistim namenom. Ker jaz sem bila na projekciji vašega filma na Akademiji, na AGRFT-ju prejšnji teden. Dva od zapornikov, ki sta tudi v tem dokumentarnem filmu, sta po projekciji z vami sodelovala in z montažerko na okrogli mizi. Rekli ste, mislim, da tam, da je bilo prej večje število zapornikov, niso pa vsi v filmu, nekateri so odpadli, če sem vas prav razumela, ker nekateri niso dovolj iskreno pristopili, nekateri pa ne tudi dovolj resno k temu sodelovanju, zdaj v filmu ni. Kako ste pa vzpostavili zaupanje s temi, ki pa so? Kaj recimo je bilo pri njih drugače? Ja, tisti, ki so odpadli deloma, nekateri so odpadli zaradi, ker so imeli prekratko kazen. Pogoj je tudi bil, midva sva vnaprej vedela, da bova delala najmanj 1 leto. Če se komu v tem času izteče kazen, ne more biti naš kandidat. Nekaj je bilo pa takih, ki mi je rekel dr. Milošević, da to je pa meni, rekel, to je pa pancer karakter. Torej, tega pa ne moremo prebiti. In potem, kasneje v procesu se je izkazalo, da seveda da grejo večina obsojencev skozi nek proces in da sredi tega procesa marsikdo, večina, kako bi rekel, končno se sooči s svojo kriminalno identiteto, prizna svoje kaznivo dejanje sebi in vsem in se v bistvu s tem pravzaprav proces rehabilitacije res začne. Kar se zaupanja tiče, pa je tudi izkušnja iz prejšnjih dokumentarnih filmov. Zaupanje pa temelji na tem, da sodelujoči začutijo, da nisi prišel samo po njihovo zgodbo. Da si prišel kot nekdo, ki si bo vzel čas, ki bo spoštljiv in ki ti bo morda tudi kaj dal. Mislim, dal v tem smislu, da bo skozi sodelovanje da bo to sodelovanje bolj uravnoteženo. Tako da mi smo se odločili na samem začetku, da bomo imeli nekakšen, vsaj na videz, profesionalen odnos, kar pomeni, da so imeli vsi obsojenci podpisane pogodbe, da so imeli plačan honorar in da smo jih obravnavali kot sebi enakovredne. In seveda smo bili tudi pozorni do tega, kar pa morda v njih latentno ali pa že odprto obstaja, pa je to, se v tem skriva nek potencial za njihovo rehabilitacijo oziroma za ta čas, ko pridejo ven. In to je bilo mogoče še najbolj dragoceno, da so številni v tem procesu ugotovili, da so mogoče skozi to našo psihodramo odprli neke kanale, tako v komunikaciji, kot morda v duhovnosti, kot morda v vprašanju ustvarjalnosti. Odnosih tudi. Odnosih, tako da niso bili preprosto tudi v zavodu seveda vajeni, da poteka nek terapevtski proces, ki je tako voden, in to so vsi dojeli kot nekaj koristnega, kot nek vpogled v drugo osebo, pa tudi vase. Rekli ste, pomagalo je tudi to, da so bili ti, ki so sodelovali, kritični tudi do sebe, da so bili že v fazi, ko so se iskali. Katera točka je to in kdo pride do tega in kdo ne? Mogoče tukaj. To je zelo težko, jaz trdim, tako nasplošno, ampak med obsojenci, ki so sodelovali, je zelo veliko takih, ki so doživeli nekje sredi kazni zelo težke duševne stiske. Govorimo tudi o poskusih samomorov, o psihiatričnem zdravljenju in drugih osebnih krizah. Zdaj, težko zdaj enotno govorimo o tem, ampak vendarle, ko se ti soočiš s kaznijo, izrečeno 20 let, 15 let ali celo najtežja kazen, v našem primeru je obsojenec, ki ima 30-letno kazen. Spravi, to je neko obdobje in po določenem času prestajanja kazni se zdi, da si obsojen na konec, da tega konca ni, da ne vidijo sploh perspektive in s tem tudi ne vidijo smisla življenja.
In je zanimivo, da potem, ko se nekako pride do tega preloma, kakorkoli pri vsakem drugače, se pa vendarle prikaže horizont, prikaže se izhod, prikaže se nek smisel, ampak največkrat predvsem skozi neko proces osebnega usposabljanja za življenje, ali to dodatno izobraževanje, ali to kakšna delovna terapija, ali karkoli. V tem zavodu, govorimo o domu, je veliko možnosti, če nekdo hoče. Tako da od naših obsojencev je pač eden končal osnovno šolo, en je nadaljeval srednjo šolo in tako dalje. No. Pa rišejo, ne? Ja, rišejo, to je tudi seveda, imajo delovno terapijo in tako da en obsojenec ima svoj atelje, je res, da je skromen atelje, ampak on gre vsako jutro v atelje, ima na voljo platno in oljne barve in se zelo resno in ambiciozno ukvarja z slikanjem. In se je s tem ukvarjal, preden smo mi prišli. Mi smo mu pa mogoče malo pomagali z eno mentorsko pomočjo. In govori tudi o tem, koliko v bistvu mu to pomeni, oziroma koliko ga rešuje, ta dejavnost. Želeli ste opazovati zmožnost spremembe in prenašanja družinskih vzorcev v sod. Je bil to ves čas vaš namen, ali je ta namen, ta konkretno, prišel sproti, ko ste bili že noter? Torej, to relacijo z odnosi, recimo z družinskimi člani, to, o čemer oni govorijo na filmu. Ja, veste, kako je s tem? Vsaj meni se dogaja tako, da vstopim v nek dokumentarni film z eno predpostavko, kaj je tema. Potem se mi tako pogosto zgodi, da se sredi tega raziskovalnega procesa ta moj odnos prekucne. Da pravzaprav se izkaže, da je nekaj drugega tema. Tako se mi je zgodilo pri Aleksandrinkah, ker sem najprej bral te zgodbe o lepih vidah in podobno. In potem, ko sem začel raziskavati, sem gotovil, da to sploh ni zgodba o lepih vidah, da je to zgodba o materinstvu. Da je to vprašanje materinstva in da to materinstvo ni nekaj, v kar smo splošno prepričani, da je to neki ženski v gene položeno, ampak da je to nekaj, kar nastane kot odnos med mamo in otrokom, ali pa, če hočete, med očetom in otrokom. In zato sem moral sredi seveda tega raziskovalnega dela se preusmeriti tematsko v glavi. Pri tem filmu, seveda, ta film je imel dolgo časa delovni naslov Svoboda. In sem bil prepričan, da bomo raziskovali vprašanje, kaj se zgodi s človekom, ko mu je odvzeta svoboda. V tem, se pravi, zapor je režim, odvzeta je svoboda, ljudem je odvzet individualizem. Majčkrat sem bil pod vtisom mogoče svoje vojaške izkušnje, ker je seveda vojska naredila najprej to, da ti je vzela to individualizem, osebnost in da je poskuša uniformirati in spraviti v en okvir, da si samo delček nekega mehanizma, ki bo seveda ubogal. Prepričan sem bil, da je v zaporih nekaj podobnega in da me zanima to vprašanje svobode. Ampak ko sem se z njimi pogovarjal, ko smo se začeli pogovarjati, seveda se je izkazalo, da to sploh ni. Da so vsi govorili o tem, da pravzaprav šele tukaj, šele v zaporu spoznavajo, kaj je svoboda. In so tako dosti prepričljivo govorili o tem, kako smo ljudje zunaj nesvobodni, zaradi tega, ker se sploh ne zavedamo svobode, da smo pač vodeni skozi neke mehanizme družbenega življenja, od komercialnih pritiskov do družbenih pritiskov, kaj moramo. In so govorili seveda o tej osebni svobodi, ker seveda, ko ti vzamejo to zunanjo svobodo, začneš ceniti in raziskovati osebno svobodo, intimno svobodo. Kaj ti si, kaj hočeš in kako se boš vedel. In tako da v bistvu smo se seveda potem se je tematsko film obrnil drugam in sicer v vprašanje kriminalne identitete, tako temu reče dr. Milošević, kako pravzaprav nastane, kako se oblikuje kriminalna identiteta. Zato, ker mi kriminal poznamo iz črnih kronik, kjer je vse zelo poenostavljeno in vezano samo na to,
kaznivo dejanje. A ne? In oseba je reducirana na to. Seveda naju pa je zanimalo, kako je to nastalo v tej osebi. In seveda zato smo kmalu šli daleč v njihovo otroštvo in v druge stvari. In se seveda izkaže, da kriminalna identiteta nastaja počasi od otroštva in da imajo s tem marsikaj starši, predvsem očetje. In da nas je to zanimalo tudi zato, ker se mi zdi, da smo kot družba premalo pozorni na to, kako se generira kriminalna identiteta. Ker če bi bili pozorni na to, bi mogoče lažje vzpostavili neke preventivne mehanizme, da do tega ne bi prišlo. Absolutno tega ni mogoče preprečiti v celoti. Tako da ta naša pozornost na njihovo otroštvo in na genezo kriminalne identitete namen ni bil ta, da bi omilili njihovo kaznivo dejanje, pač pa da bi na nek način raziskali to genezo in jo predstavili ljudem. Sara Holčič, novinarka Pop TV-ja, ki je pred 2 tednoma dobila pohvalo porote Društva novinarjev za minulo leto in ki že praktično vso svojo kariero poroča o kriminalu, zaporih, zapornikih, je na tej prireditvi, kjer je dobila to pohvalo Društva novinarjev, rekla nekako tako, to zdaj po spominu govorim, da dela te stvari, tudi ona veliko hodi med zapornike, piše o njih, tudi knjigo je napisala, da dela to nekako tudi zato, da se takšna dejanja ne bi več dogajala. Torej, do tega, to, kar ste zdaj govorili, do tega, da človek zagreši neko kaznivo dejanje, ni le en dogodek, ampak je do tega dogodka pot nekih napačnih odločitev. A bodo imeli usode teh vaših protagonistov v dokumentarnem filmu, teh zapornikov, moč, da bi lahko recimo spremenile pot koga, ki še ni ubil, preprodajal, goljufal, pa je na tej poti. Verjamete v to? Verjamem, mogoče bo kdo rekel, da naivno verjamem, ampak verjamem tudi zato, ker številni sodelujoči obsojenci imajo iskren namen in to celo organiziran namen, da bi svojo izkušnjo delili z mladimi, ki so morda blizu podobni napaki. Tako da v filmu tega ni, ampak morda bo v nadaljevanki. Imamo celo posneto nastop enega od obsojencev, ki je pripravil program za nastop pred mladimi. Za preprečevanje drog. Tako. Ne drog, v tem primeru on nasplošno govori o kriminalu. In zaradi tega, ker oni se zelo dobro zavedajo tega, da je med mladimi prisotna neko malo poenostavljeno razumevanje kriminala. Oni so sami rekli, med temi mladimi je tako, ne smeš biti kriminalc, lahko si pa gangster. Pa gre samo za 2 besedi, gre pa za isto stvar. Ampak to kaže to nevarno bližino, a si mali gangster in tako naprej. Tako da ta obsojenec Primož Kos, mu je ime, on je izdelal sjajen program in on mladim razloži svoj primer, ampak razloži zelo človeško. In pove tako, jaz sem bil mlad, kot ste zdaj vi, jaz sem bil negotov, jaz sem iskal sebe in sem našel slabo družbo. Nekje sem se moral potrjevati in sem našel način, da se potrjujem napačno. In to napačno potrjevanje, ki je samo izhod iz osebne adolescentske negotovosti, te lahko pripelje na dob, če tega ne vodiš in če ti pri tem nihče ne pomaga. Tako da on je bil zelo nazoren in mislim, tudi drugi obsojenci so pripravljeni sodelovati pri takih programih in jaz upam, da bo do tega seveda prišlo, ker sem se nekaj časa spraševal, kaj pravzaprav, resnični motiv njihovega sodelovanja. Sigurno to oni na začetku niso mogli imeti motiva, da bodo, pomagali filmu ali pa dr. Miloševiću ali karkoli. Se pravi, morali so imeti nek osebni motiv. Sčasoma sem ga prepoznal in sem gotovil, da je to v bistvu neke vrste spoved, ki je hkrati zaveza. Javna. Prisežem, ne bom več. Jaz grem zdaj po drugi poti. S tem si hočejo pravzaprav, to je v bistvu neka samopomoč preko filma. Tako sem jaz to razumel, upam, da se ne motim.
Tako da mislim, tudi to sem potem jaz sprejel na ta način, da sem se odločil, da jih bom spremljal še naprej. Kaj je ta nadaljevanka, ko pravite? Mi smo dobili neka minimalna sredstva od Slovenskega filmskega centra, ki so namenjena v bistvu razvoju televizijskih serij. Glede na to, da imamo že nekaj materiala posnetega, glede na to, da snemamo na en način, ki je, bi rekel, precej poceni. Predvsem pa zato, ker si želim še naprej spremljati, smo se odločili, da bomo naredili to nadaljevanko in upam, da dobimo še kakšno pomoč katere od slovenskih televizij in ta interes, seveda, za objavo. To bo nadaljevanka v več delih ali kot drugi del filma? 6 epizod. In spremljate njihove usode naprej na ta način? Ja, sam s tem, da v nadaljevanki nameravamo širiti. Zdaj smo bili samo skupino, samo s psihodramo in z nekimi osebnimi portreti teh ljudi. Zdaj bomo stopili širše, se pravi, bomo predstavili in vključili tudi zapor kot tak, se pravi, sistem v zaporu. Tako da vsaka nadaljevanka bo imela en prolog, en uvod. Prvi je že posnet, torej imamo portret vodnika psov. Torej ima zunaj zapora je tako imenovana psarna, kjer je 12 nevarnih psov in človek, ki s temi psi hodi in kroži okrog zapora in skrbi za to zunanjo varnost. In tako naprej. Vidimo ga v enem kadru. Ja, v enem kadru ga vidimo, ampak mi imamo posneto že cel njegov ta obhod in potem tako naprej še seveda predstavimo profil in ljudi, ki v bistvu zagotavljajo kakorkoli varnost ali ne vem. Se veste, tam imajo ravno tako kuhno, pralnico, tam so pravosodni policisti, je vzgojni kader in tako naprej. Rekli ste, da niste želeli olepševati. Gledalci res dobimo občutek tudi to, kdo je v zaporu nad kom, dobimo tudi o drogah, izvemo v zaporu, s kom se norčujejo, vidimo tudi napetosti, tudi prežetost s homofobijo. Recimo. Z montažerko in scenaristko Olgo Mihalik sta povedala na tem dogodku prejšnji teden, da je ona imela več dilem, kako jih predstaviti, kako zmontirati teh 135 ur, če sem si prav zapomnila, posnetega materiala, vi pa malo manj. Kako je potekal ta kreativni proces med vama, ker je mogel biti precej huta, da je iz teh 135 ur nastal dokumentarec, torej film? Ja, mislim, proces je bil dolgotrajen in vprej sem vedel, da bo dolgotrajen. Zato sem tudi na nek način, ker Olgo Mihalik sem spoznal kot študentko na akademiji, tako da je bila moja študentka tudi in sem jo takrat spoznal kot osebo, ki je ne samo pametna, ampak temeljita v svojem filmskem razmišljanju. In vedel sem, da potrebujem osebo, ki bo vsaj 1 leto sedela v montaži, potem se je izkazalo, da je bilo tega še več. In odločitev je bila preprosta, tako da sem jo povabil zelo zgodaj, ko pravzaprav proces sploh še ni bil končan. In namen tega je bil, da se hkrati, ko še snemamo, že montira. Zaradi tega, da se v procesu montaže tudi izkaže, kaj še potrebujemo, nujno, da bi lahko film sestavili. Tako da je bilo to kar kompleksno. Ne vem, če bo to gledalce zanimalo, ampak to je kar dolgotrajen proces, tako da sva najprej grupirala pravzaprav grobo neke teme, za katere smo videla, da obstajajo, da smo videla, koliko je pravzaprav v teh temah kohezivne snovi, ki res lahko postane film. Ko je bilo to postavljeno, sva seveda prišla do ene ogromne količine, še vedno nekih 5 ur. Tako da takrat sva šele začela stvari, kot rečemo, postavljati na timeline, se pravi v neko zaporedje filmsko. Takrat sva se vrnila v analogni prostor, da sva se te teme poimenovala in na Vibafilmu na steno napikala listke in se sprehajala tam od listka do listka.
Takrat smo tudi povabili na pomoč Iva Trajkova, profesor na FAMU-ju v Pragi, profesor montaže, s katerim sem že večkrat sodeloval in ga poznam in vem, da je sjajen. Tudi sicer sodeluje kot svetovalec v montažnih procesih po svetu v Ameriki in je dragocen. Tako da smo prvi dejansko kritičen odziv na 4 ure materiala dobila od njega. Pokazal nam je zelo jasno, da je možno ta material tretirati tudi drugače, kot sva ga midva. Povedal nam je, v čem vidi res velik potencial, v čem nekoliko manjši. Vedel je, kaj bo montažno težko speljati učinkovito in tako naprej. Tako da je bilo še to posvetovanje in potem seveda naprej garanje. Kaj pa etične dileme? Zdaj, jaz sem novinarka. Jaz vem, kam se moram obrniti, ko imam etično dilemo. Obstaja kodeks novinarski, zasledovanje, kaj je v interesu javnosti, paziti moram na to, kar ni v interesu javnosti, ne objavljamo. Na kaj se pa vi recimo tle naslonite? Predstavljam si, da je zaradi tematike in zaradi teh sodelujočih bilo verjetno kar nekaj etičnih dilem ste morali imeti. Na kaj se vi naslonite? Ja, težko, ni nobenega kodeksa, torej mi smo zelo odvisni sami od sebe. Tudi zato mogoče v dokumentarizmu kdaj pomislimo, ali je to prav. Ali ni mogoče dokumentarist šel predaleč. Tako da nekaj izkušenj s tem že imam. Ne vem, v dokumentarnem filmu Dom sem delal z mladoletnimi osebami, ki so pred kamero se razgovorile več kot in bolj kot bi bilo prav, in vedno v takem trenutku treba pomisliti, za njih sem pomislil, dekleta bodo odrasla, film bo ostal. Torej, vedno je prvi kriterij ta, da s filmom ne bi naredili škode osebi, ki sodeluje. Ker je prva stvar, ki se jo treba zavedati, ko delamo igrani film, sodelujemo s profesionalnimi igralci, ki so za to plačani, ki so za to izurjeni, če hočemo. Pri dokumentarnem filmu sodelujemo z ljudmi, ki darujejo svojo zgodbo. In ja, to mora biti en sporazum. In tega sporazuma pač ne smemo kršiti. Zdaj, kadar je tako dolgotrajen proces, kot je bil ta, vemo, kje so meje približno. Seveda je bil tlej dodatna dilema. Mi imamo vendarle obsojence s težkimi kaznivimi dejanji. Z temi dejanji so tudi žrtve. Tako je, ja. So ljudje, ki so umrli, ali so ljudje, ki so bili oškodovani. Zdaj, dodaten problem je bil v tem, da sem jaz obsojencem, ki so sodelovali, zagotovil, da jih jaz ne bom spraševal o njihovih kaznivih dejanjih. Se so potem sami o tem govorili. Ampak, nekateri zelo neposredno, nekateri pa ne. Nekateri pa ne. Ja. Ampak treba je vedeti, da seveda enostavno to sem razumel kot njihovo osebno diskrecijsko pravico, da o tem pač ne nujno govorijo, oziroma da jih jaz o tem ne bom spraševal. Konec koncev, zato so obsojeni, zato so v zaporu, zato sedijo in nisem čutil te potrebe, da bi. Ampak seveda pa je zdaj bilo v montaži, predvsem za Olgo, vprašanje, ker so se potem izkazali kot osebe z neko polno značajsko, kako bi rekel, z enim formatom, ki je privlačen celo, značajsko. Liki so bili zanimivi. In se je bala Olga, da jih bomo prikazali kot simpatične in samo simpatične. To je bila njena glavna, to je bila njena glavna dilema, tako da je ves čas stremela, da bi nekje vendarle pokazali, kjer se oni izkažejo kot ljudje, ki so zmožni recimo narediti kaj takega, kot so storili. Jaz sem imel malo manj, ko bi rekel, teh težav s tem uravnoteženjem kot Olga. Tudi zaradi tega, ker sem se zavedal, oziroma sem vedel, da ta film je samo o tem času.
in ne sega prej. Tako da, kar se tiče njihovih kriminalnih dejanj, so že popisana. Vsi, ki film vidijo, grejo googlat, kdo so ti ljudje. Ali imate pol izkušnje, kaj vam ljudje rečejo, pol, ko pogooglajo? Ja, in potem me še kličejo in sprašujejo, kako je to možno, in tako naprej. Ker jih ta razlika preseneča ali pa kar šokira. Da je lahko nekdo pameten, prav pameten, da ga imenujemo filozof, in na drugi strani ima za seboj tako kaznivo dejanje. Ampak po drugi strani je pa tako, da pravzaprav kaznivih dejanj ne delajo, ne vem, neki popolnoma primitivni ljudje, ki bi jih zdaj morali predstavljati. Ne, to so ljudje. Res. In to, kar nas mogoče bega, je to, da so tako zelo podobni nama. Ampak da lahko to storijo. Ampak to se pač dogaja. Tako da jaz mislim, da so oni za svoje kaznivo dejanje že bili pač zelo grdo predstavljeni na straneh Črne kronike in mislim, da so za svoje kaznivo dejanje odsedeli kazen zapora. Oziroma sedijo nekateri še. Oziroma sedijo kazen zapora in da jaz nimam namena in ne čutim potrebe, da bi tukaj še to dodajal. Na festivalu slovenskega filma v Portorožu je film dobil nagrado Vesna za najboljši film po izboru občinstva. Postavlja pa se to vprašanje, torej iz naslova, kaj sledi, ko pridem ven? Kaj vi želite, da sledi, ko pridejo ven? To je za njih seveda najtežje vprašanje, ki je zelo odvisno od dolžine kazni. Če to vprašamo nekoga, ki je obsojen na 30 let in ko ga vprašamo, kaj bo, ko pride ven, on odgovori, ne vem. Zaradi tega, ker nima pojma, kako se je v tem času sploh svet spremenil. Kdo ga bo po tako dolgi kazni sprejel? On ne ve, v kakšen svet se bo vrnil. Kaj šele, kako naj se on pripravi na ta izhod, na ta, ko pridem ven. Zato smo se pač tudi s psihodramo ukvarjali s tem vprašanjem, ki je zelo težko. Tako da nekako jaz imam upanje, da bo večina njih zvozila in da bo našla. Tudi zato, ker se mi zdi, da čistko se mi zdi, da so te, kako bi rekel, da je ta slovenska penologija kar izdelana, moderna in da omogoča rehabilitacijo. S temi številnimi prijemi predčasnih, kako bi rekel, ali predčasnih odpustov, ali izhodov, ali pomoči in tako naprej. Lahko bi bilo še več tega, gotovo, ampak nekateri od sodelujočih obsojencev že, recimo, eden vsak dan hodi in dela nekje zunaj. In je to ta gospod, ki je prejšnji teden povedal na tej predstavitvi, da so mu podaljšali zdaj to? Ne, tega ni bilo. Ni bilo. On je v Mariboru na odprtem oddelku in se vozi ven. In se vozi ven nekam delati. Tak je bil, tudi že ima izhode in hodi delati k unemu drugemu, ki je že zunaj, pa ima že gradbeno firmo in on hodi k njemu delati in nekaj zasluži in se s tem denarjem vrača v zapora. Eden od teh, ki je sodeloval pri filmu, je že odslužil kazen in je zdaj trenutno redno zaposlen preko javnih del. To je tak, je prejšnji teden povedal, da so mu zdaj podaljšali in delo se je, da ste v bistvu iskreno veseli zanj, prav srečni ste zgledali. Tlej sem je postavljal tako vprašanje, v bistvu verjetno ste se navezali na nek način na njih, ampak ker ste režiser in ker ste naredili film o njih, je ta neka navezanost na like ali na realne osebe? Zanimivo vprašanje. Mogoče oboje. Težko bom zanikal, da na like ne. Čeprav so ti liki v dokumentarnem filmu vendarle bolj ali manj realne osebe. Pri čemer pa seveda smo mi imeli tudi psihodramo, kjer so nastopali v drugih vlogah in imeli smo na koncu tudi neko prireditev, kjer so oni odigrali vloge v nekih skečih, ki so bili vsebinsko njihovi, ampak vendarle so tam odigrali in v tem procesu so nastajale, ko bi rekel, neke stvari, ki lahko rečemo, da so to liki, gotovo. In v tem smislu so mi bili
seveda še posebej blizu. Ampak tudi kot osebe bi rekel, da smo se precej zbližali. Predvsem me je presenetilo, kako je skozi ta razvoj, leto in pol, kako smo se vsi skupaj spremenili, zbližali. Smo imeli na začetku blazne tudi averzije in napetosti med njimi, ki so na koncu se omilile skozi neko razumevanje in toleranco, ker so bili tako zelo, zelo različni. To smo imeli malo srečo v zasedbi, tako da imamo res zelo, zelo različne ljudi. En tak minimundus. Zelo različni. Ja, zelo. Po pogovoru, po projekciji je eden od zapornikov rekel, da ko pridem ven, so vsi na telefonih. Nas je govoril, to smo mi zunaj ujeti v neke druge, številne druge zapore. Nekaj od tega ste že prej vi povedali, ko ste rekli, da se spozna v zaporu, v bistvu, da ste tudi vi naredili ta premik, o čem bo film. Čas noter verjetno drugače teče, se je zato lažje približati človeku tam, oziroma kaj je težje pri vzpostavljanju recimo odnosa? Z njimi. Ja. Jaz mislim, da vendarle zdaj tako je. Te komunikacije med obsojenci samimi so precej specifične. Tam v prvi vrsti obstaja ena hierarhija odnosov, ki temelji predvsem na kazni, dolžini kazni, na nekem veteranstvu v zaporu in tako naprej. Tako da tam so vedno na dnu lestvice pač tisti, ki imajo kratke kazni, ker se ne zavedajo. Tako da in to so neki odnosi, ki so res specifični in ki jih jaz tudi v celoti nisem mogel spoznati, ker pač nisem z njimi preživel noči, ali kakorkoli, nisem z njimi bil v sobah. Ampak tok nekako se je dalo slutiti. Se mi pa zdi, da seveda je bila komunikacija z dr. Miloševićem za njih dragocena. Da so skozi to komunikacijo doživeli neko pozornost, ki je dolgo niso doživeli, pozornost, ki jih je obravnavala kot resne, normalne osebe. Ne kot kriminalce, ne kot obsojence, ne kot številke, ker so bila vprašanja in komunikacija in pogovori vedno vsebinski in so vedno šli v tisto smer, kjer so oni tako čutili neko nevralgično točko, bolečino, o kateri oni ne bi spregovorili v zaporu. O tem ne bi spregovorili z kadri v zaporu. V tem okviru psihodrame so se pa počutili dovolj varno, oziroma jim je to zagotavljalo pač to psihoterapevtsko vodstvo dr. Miloševića. In tukaj se je bila gotovo malo drugačna komunikacija in drugi odnosi. Vi ste eden bolj znanih slovenskih režiserjev, Pod njenim oknom, Vaja v objemu, Lahko noč, Gospodična, Jaz sem Frank, to so igrani filmi. Odnosi so, o katerih v bistvu zelo govori ta vaš dokumentarec, so tudi ena skupna točka, mislim, da vašim igranim filmom. Krhki, lomljivi, toksični, brez pravega stika. Tukaj, mislim, to, ko ste govorili o profesorju Miloševiću, dr. Miloševiću, gre za to, za ta stik. To, da začutiš drugega človeka, da v bistvu si v pravem stiku z njimi. Tudi osamljenost v odnosih, recimo v teh vaših filmih, igranih. Ste skozi filmsko kariero veliko premišljali o tem, kaj je pristen stik, kaj je ta connection, kako ga graditi, kako razpadajo odnosi. Če pomislim torej na Pod njenim oknom, Vaja v objemu, Lahko noč, Gospodična, v bistvu se mi zavrti ista v bistvu ta neka melodija. Je to vaš veliki razmislek? Ja, veste, veliko nas je odraslo v družinah, ki so bile v tem smislu malo disfunkcionalne. Da se enostavno o bistvenih stvareh ni govorilo. Ker so bili to starši iz generacije ali iz okolja,
kjer tega preprosto ni bilo. Jaz to ne vem zakaj, ampak tega sem zasledil ogromno. Enostavno, da tiste stvari, ki so najbolj pomembne, ki bi jih morali z otrokom govoriti ali pa med sabo sploh govoriti, so se zdele ljudem neizgovorljive. To sem opazil v generaciji mojih staršev zelo pogosto in tudi pri mojih starših. Tako da, in potem se je to nadomeščalo na kakšne čudne načine, kot je seveda meni osebno spoved v katoliški cerkvi, da greš tja pa se nekaj pogovarjaš. In to sem pa tako opazil, da tudi moja mama je hodila k spovedi, pa je hodila k zdravniku in se pogovarjata, in nekaj, ker se niso pogovarjali tam, kjer bi se moralo. Tako da mogoče to moje razmišljanje izhaja tudi iz tega, ker sem vedno opazil ta pač manko. Tako da ja, je pa tudi res, da seveda potem je tudi skozi film lažje govoriti, ker v bistvu tisto, česar tudi sam mogoče nisi dobro naredil, potem skozi film lažje spregovoriš, ker je to tudi neke vrste psihodrama. Ker zdaj si ti avtor, ampak govoriš preko drugih vlog, ki jih pišeš, ki jih ne doživljaš, ampak pišeš, ki pa na nek način nadomeščajo tebe. In si tam skozi moške in ženske like, in to je čudovit proces sicer, ampak. Dvakrat ste že omenili Aleksandrinke, dokumentarni film. Najbolj močan ali pa nevzdržen del filma se je meni zdaj takrat, ko slišimo takrat starejšo gospože, ki je odraščala brez mame in reče, ko sem šla spat, se mi je zmeraj zdelo, da je mama v sobi. Sem videla, kako me pokriva, da me božja mame ni bilo. Še zdaj, ko imam 80 let, mi manjka mama. Torej, bolečina teh otrok, ki so ostali brez mam in brez ljubezni, kako film prenaša to bolečino? To ni bilo enkrat, ne. To, kar je bilo grozno pri tem, da je bilo to kar naprej. V tem filmu je nekaj 80-letnikov bilo in vsi so, tako kot mi dva zdaj, čutili to težo. To so verjetno te primarne emocije, ki jih otrok, če jih ne doživi, bolijo do smrti. Zato je tako, bi rekel, tudi neodgovorno, če imaš otroka, da mu ne daš teh osnovnih emocij varnosti, pripadnosti in tako. In to je seveda to vprašanje, na katerega sem nepripravljen pri Aleksandrinkah. Materinstvo in seveda na drugi strani tega materinstva je otrok, ki to materinstvo potrebuje. In če mu ga mama ni bila sposobna dati, je bila seveda v tistem okolju kriva, pa v resnici ni bila kriva, ker je morda celo to občutje dala nekemu drugemu otroku. Ker te ženske so bile v bistvu gastarbajterke. In velik problem tega aleksandrinstva je v tem tudi, da je to še vedno zelo živ pojav. Takrat so pač mlade slovenske ženske in dekleta hodile v Egipt, ker je bil Egipt bogat in ker so potrebovali mlado, lepo vzgojeno katoliško žensko delovno silo. Danes je pa ogromno te ekonomske migracije, ko ženske potujejo iz Romunije, Moldavije, recimo v Evropi. Na Romunke sem se spomnila, na Pop TV-ju, ko sem delala in smo delali en daljši prispevek o ženskah, ki iz Romunije hodijo v Italijo, v Rim, recimo, skrbeti za starejše. Ja, za starejše, starajoče prebivalstvo, kjer so v bistvu kuhinjske pomočnice, skrbnice in pomagajo. In v bistvu one vse pripovedujejo. Ampak vse te ženske doma puščajo svoje otroke. Tako, puščajo otroke, pošiljajo denar in one govorijo o strašnem trpljenju. Sem tukaj, ampak v mislih sem ves čas tam. Sem doma z otroki. To je tako zelo, zelo razširjen fenomen. Jaz se spomnim, ravno takrat, ko sem snemal Aleksandrinke,
smo snemali precej tako, takrat sem bil v New Yorku in v Ameriki, smo posneli del tega filma in Matjaž Ivanišin je takrat hodil z mano in sva skupaj to snemala. In se spomnim, ko sem se sprehajal po najbogatejši ulici na svetu, 5. avenija v New Yorku, in sem videl azijsko žensko, ki je peljala s seboj bogate bele otročke in so ti beli otročki klepetali, pripovedovali o tem, kar so ravnokar doživeli v šoli. Tako živo, tako lepo. In sem si mislil, kje je mama, kje je oče? To bi on moral slišati. In zdaj bo neka guvernanta prevzela ta dar tega otroškega govorjenja, to je vez, tako nastane vez. Ta otrok se bo navezal na to guvernanto. Mama bo ostala tuja, pa je lahko 100-krat biološka mama, ampak mama je bogata in ne hodi po 5. aveniji, ne hodi po otroka v šolo in se z njim ne ukvarja na ta pragmatičen vsakdanji način, ampak otroci to živijo. Bolj kot nedeljska kosila ali karkoli že pol mama z njimi počne. Hočem reči, to je fenomen, ki je zelo razširjen. In na drugi strani, na drugem koncu, gre vedno tudi za socialno razliko. Gre za neke bogate ljudi, ki si privoščajo ta servis in se ne zavedajo, da s tem pravzaprav izgubljajo. V dokumentarcu Dom, ki ste ga tudi omenili, o njem ste pa rekli, včasih je bilo videti kak obraz na oknu, utrujen, zgaran in zamišljen. Slutil sem, da so za temi okni tudi težke zgodbe. Vedel pa sem tudi, da bo težko priti do njih, čeprav so z ulice samo ena vrata. Bilo je zelo težko vstopiti, izstopil pa še vedno nisem. A kdaj izstopite iz zgodb, o katerih delate dokumentarce? A je ta izstop sploh? Kdaj se zgodi? Vse to velja tudi za druge filme, da te spremljajo celo življenje. Včasih je to fino, včasih pa tudi ni tako fino. Tako bi rekel, tako bi si včasih želel, da kakšen film tudi, kako bi rekel, umre, če tako grobo rečem. Ampak pri dokumentarnih filmih pa ne. Tako da tudi iz doma še vedno imam koga, ki ga štejem za prijatelja in se oglasi. In žal od teh fantov tudi precej jih več ni. Ampak ja, preko dokumentarnih filmov je vedno tako, da se nadaljuje do neke mere. Se povežemo in kakorkoli sodelujemo. Ko pri dokumentarnem filmu Dom je bilo tako, da sem jaz, ko sem končno uspel vstopiti v dom, sem s temi migrantskimi delavci, ne samo, da sem se družil z njimi, sem jim tudi marsikaj pomagal, urediti kakšnega odvetnika, da je dobil kakšno odškodnino, jim napisati kakšno pismo, preveriti, da jim delodajalec plačuje prispevke in podobno. Tako da smo bili povezani na več načinov, ne samo skozi film. Tako da včasih je dobro, da pravzaprav nastane pri dokumentarnem filmu, da v prvi vrsti gre za nek psihosocialni eksperiment in da ga film samo spremlja, da snemanje ni v ospredju, da ni snemanje, kako bi rekel, ofenzivno, agresivno, ampak da je to del nečesa, cele zgodbe. In je to fino tako zame, kot za njih, pa v končni fazi tudi za film. Kako pa drugače v vas utripa ustvarjalnost, ko delate igrani film ali pa ko delate dokumentarni film? Ali je življenje vaše takrat drugačno? Se pozna to pri vas? Ojoj, seveda ne. A veste, igrani film je eno veliko podjetje, ki zahteva ogromno ambicije, energije, odgovornosti in posledično stresa. To je nekaj, po čemer hrpeniš 5 let, ogromno priprav in potem se to zgodi v 30 snemalnih dneh. In če takrat vse štima, pol mogoče bo kaj, ampak nikoli vse ne štima in je vedno zelo, 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 zelo stresno. In je tako, bi rekel, na nek način vedno malo hazardersko. Nikoli ne veš, kaj bo, ali bo res rezultat ali ga ne bo.
dosti večje tveganje. Pri dokumentarnem filmu meni je to kot eno romanje. Greš na neko pot, ne veš čisto dobro cilja, ampak v miru. Lahko sam, lahko v eni družbi, in je to dosti lepše. No. Kaj pa pisanje? Napisali ste tudi kar nekaj knjig. Kdaj pride pri vas, v ospredje pisanje, kdaj pa film, a to sledite želji, ali je v bistvu odvisno tudi od teh finančnih sredstev? Ko pridem ven, ste rekli, da ste šli snemati, recimo, ko ni bilo še denarja zagotovljenega, ampak kdaj recimo se odločite za knjigo, kdaj pa? Zadnji roman, ki sem ga napisal, z naslovom Greh, kriminalka, je nastal pač v tistih koronskih letih, ko nismo mogli snemati. Takrat sem jaz bolj ali manj veliko časa preživel zaprt v eni hiški in tam sem pisal roman in mi je bilo kar lepo. No. Mislim, tako, da bi rekel, kar se ne štejem ravno za novelista, romanopisca, ampak je pa, za razliko od filma, je pisanje literature kar luksus. To je tako splendid isolation. Zapreš se nekam in si samo s tem. In to je kar razkošje, no? Da si lahko postaviš ta fiktivni svet, te osebe, in potem si v njihovi družbi lahko nekaj časa in luksus. Mislim, nihče te ne moti. Nič ni treba organizirati, nobenih telefonov ni, nobenega terena, nobenega zmrzovanja, nobenih stresov, nič. Samo z njimi si in vsi te ubogajo, ker jih ti pišeš, ti vodiš. Svoje znanje pa predajate tudi mlajšim na akademiji. Če sem prav videla, režija in dramaturška predelava scenarija, to dvoje sem videla na urniku akademije za ta mesec pri vas. Koliko potencijala vidite med mladimi, ki jih srečujete na akademiji? Ja, pač tako je, ne. Potencial vedno je. Zdaj, vprašanje je, za nas je vedno večje vprašanje, koliko mi lahko, pedagogi, vplivamo na ta potencial. Tudi seveda v smislu, da ga ne zatiramo oziroma da ga ne limitiramo. Ne. Tako da jaz na to delo gledam predvsem v tem smislu, da jih usposabljamo v tem obrtnem smislu. Tudi, veste, scenaristika je neka veda, ki se jo da učiti. Tukaj gre za določena orodja, gre za določene pristope, ki jih je treba poznati, vedeti, da lažje preživiš te ustvarjalne procese. V samih ustvarjalnih procesih bodo pa marsikdaj tudi oni sami, osamljeni. Takrat gre za neke težke odločitve, ki so deloma tudi osebne. Tam pa seveda jaz kot mentor, kot profesor ne morem več sodelovati. Lahko pa prisodelujemo in veliko pomagamo pri tej strokovni periferiji, ki je dragocena. Zaradi tega, ker brez nje je težko preživeti, pa tudi danes se je, veste, tudi produkcija zelo spremenila. Vsi, ki se s filmom ukvarjamo, moramo znati tudi promovirati, prezentirati svoje projekte, zaradi tega, ker smo prej ali slej v procesih iskanja sredstev, koprodukcij, in takrat moraš biti suveren in jasno, suvereno, samozavestno povedati, da pripravljaš en sjajen film. In to se je treba tudi naučiti. Med drugim ste v karieri tudi igrali. Občinstvo vas pozna predvsem po filmu Ko zorijo jagode, letnik 78 in letnik 80, Nasvidenje v naslednji vojni. Pogrešam igralstvo, ste rekli, leta 2011 za javno RTV. Ta občutek, ko pred kamero nekaj zaživi, zaigra, je čaroben in to čarobnost bi še kdaj rad delil s kolegi igralci. In potem ste še nastopili, v serijah, recimo v Leninem parku pa v Dolini rož, če se prav spomnim. To bolj me kolegi nahecajo. Vas nahecajo. A vas še kaj mika, da bi igrali, in kaj bi bilo tisto, recimo, kar bi sem poskušal, ampak je res težko. Tudi igralstvo je nekaj, kar moraš biti v formi. Moraš to gojiti in razvijati. Jaz to sem malo, zdaj to orodje malo zanemaril, ampak in pa res, jaz res mislim, da je igralstvo in dobra, tudi filmska igra, da je res umetnost, zato ker ima nek poseben čar. Ker jaz se še zdaj živo spomnim trenutkov, ko sem kot režiser sedel za monitorjem in sem gledal kader, ki teče živo zdaj, ki se snema, in sem čutil, to je film, ker se je že zgodila ta magija in je ne znam opisati, ampak gledam igralca, igralko in rečem, lej, to je to.
To je to, kar hočemo. Ne? Ta neka čudna lepota, ko se nekaj, kar si dolgo pisal, sanjal, upal in ne vem kaj še vse, in potem to pride, zaživi. To je brezmejno lepo. In jaz vem, da ta igralec takrat diha in uživa nekaj lepega. No, tako ne more biti drugače. A sta vas filma Ko zorijo jagode pa Nasvidi na naslednji vojni Živojina Pavlovića po Zupanovem romanu Menuet za kitaro močno zaznamovala? Zdaj, vašo nadaljno kariero, vaše življenje, kaj ste vam dala? Veste, mislim, Ko zorijo jagode je bil film, ki me je obremenjeval zelo. Jaz sem bil takrat študent filozofije in primerjalne književnosti, ko je film prišel ven. Prvem letniku in sem imel opravka s tem adolescentskim občudovanjem. Skratka, gore pisanc, pa ne vem kaj še. In to sem imel tako občutek, sramoval sem se tega, kada me to infantilizira zdaj. Jaz pa ravno hočem postati resen človek, študent, in tako dalje. In je bilo tako, pač film je bil uspešen in to so ta najstniška hihitanja po avtobusih in podobno. Ampak motilo me je tudi seveda to, da so me takrat potem neverjetno identificirali, zelo povezovali s tem likom. Jaz nisem bil več jaz sem čutil to, jaz sem bil ta dragi. In to me kar presenetilo, kako lahko tako banalno sklepajo, da je to isto. Ne, jaz sem nekdo drug. Pa sem nekaj časa se utrujal s tem, da sem se trudil dokazati, da sem jaz nekdo drug. Potem s časom nisem več. Nasvidi na naslednji vojni je pa seveda druga izkušnja. To je pa, jaz sem takrat sicer že sklenil, da se ne bom več ukvarjal s to filmsko igro. Ampak potem so me pripričali, da je priti na to audicijo, to je Žiga Pavlović, to je seveda velik režiser. Sem rekel, pa dobro, pa grem, se mi tako ne bo izbral. In pa me je izbral. In to je bil pa vstop film na največja, najtežja profesionalna vrata. Se pravi, sodelovanje z enim velikim avtorjem, pa ne z enim, z dvema, ker tle ne smemo pozabiti na Vitomila Zupana, se pravi, predlogo, ki je nastala kot en takrat zelo odmeven disidentski roman, ki je imel zelo drugačen pogled na partizanstvo in podobno, da ne govorimo o komunizmu in revoluciji in tako. In je bilo to dosti odgovorno. V odnosu do dveh velikih avtorjev, ki sta bila zelo specifična in tudi oba seveda v celoti pravzaprav takrat nerežimska, oziroma protirežimska. In ta film je nastajal v enem izjemno ambicioznem okolju, zahtevno, ker je to vendarle vojni film, tako da ni bilo preprosto. Sem pa seveda imel priliko spremljati mojstra, mojstra filmske režije. Poleg vsega tega, kar sva naštela, rekli ste sami, vi ste študirali in doštudirali filozofijo in kriminalno književnost, vaši filmi pa so dobili v bistvu številne nagrade oziroma vine. Če pogledate nazaj na vso to kariero, o kateri sva danes govorila, kaj je v tem za vas mogoče bilo najbolj dragoceno? Za vas in kaj mislite za občinstvo? Kaj je tisto, kar vam recimo, kar vi lahko največ date? Zdaj, nagrade seveda, lepo je dobiti nagrade, kakorkoli, ampak potem pa včasih doživiš popolnoma drugačno nagrado. In to je nagrada, ko ugotoviš, da se je tvoj film nekoga zelo globoko dotaknil. Da si z nekom, ki ga sploh ne poznaš, nisi poznal, ti preko filma komuniciral na način, ki si ga upal in predvideval. Tako, mislim, to je dejansko bolj dragoceno kot vse nagrade, ker konec koncev
Dobro, nagrade so lahko neka stanovska, strokovna potrditev, ampak film pa ne delaš za žirije. Pri katerem filmu pa je to bilo najbolj, recimo? Težko rečem, ampak mislim, da so imele takšnih odzivov največ Aleksandrinke. Zelo, zelo veliko. Pa tudi zdaj, ta film, ko pridem ven, mislim, da sem bil v Portorožu kar mal šokiran, ko se je naša študentka približala našim fantom in raje ne govorim, kako čustveno je to bilo z njene strani. Tako da so bili tudi oni potem kar presenečeni, da so oni lahko na eno mlado dekle naredili tak vtis s temi svojimi zgodbami. In jim je tudi razložila. In tako, tega sem res vesel, ker to je res avtentična, iskrena potrditev. Tako da zame je to, kar pride iz kinodvorane, bistveno bolj pomembno kot to, kar prihaja od raznoraznih žirij. Pa ne bom zdaj zanikal, da pa žirije niso pomembne. Ja, seveda so. Pred nekaj leti ste sodelovali na dogodkih Europa Donna, Združenja za boj proti raku dojk. Tudi tam ste govorili predvsem o odnosih, o podpori. Vaša soproga se je namreč pred leti zdravila zaradi raka dojk, torej javno ste namerno nastopili na to temo. Kaj se vam zdijo najpomembnejša sporočila iz tistega časa? Zdaj se veste, v tej bolezni obstaja mogoče še vedno manj kot nekoč, ampak vendar je nek tabuiziran odnos. Tako da neka moja znanka onkologinja rekla, da to je najbolj ozdravljiva kronična bolezen. In ne verjameš. Ampak o tem sem govoril seveda tudi zato, ker to je neko osebno breme, ko se to zgodi. Po drugi strani pa obstaja nekaj, kar je vedno znova treba ponoviti. Namreč obstaja upanje, ki pa ga zagotavlja slovenska medicina, pa tudi, dajmo reči, slovensko zdravstvo. Ker prva stvar, ki se spomnim jaz pri prvem sestanku z onkologom, ki je rekel, bodite veseli, da ste tukaj v Sloveniji, tukaj vas bomo zdravili po najboljših močeh z metodami in zdravili, ki so najbolj primerna za vašo bolezen. Kje drugje bi vas pa zdravili v obsegu, ki bi ga omogočila vaša zavarovalnica. To je kar grozno spoznanje. Tako da takrat, ko se je to zgodilo, je bilo tudi hkrati prisotno neko olajšanje, ker ugotoviš, da dejansko obstaja dobro zdravljenje pri nas, zagotovljeno. In da ni nobene razlike med eno in drugo osebo, med eno in drugo zavarovalnico, da na srečo še nismo tega zdravstva sprivatizirali do konca. Ker ko ga bomo, se bodo te razlike pojavile. Bodo žive tako, kot so v drugih zdravstvenih sistemih, ki temeljijo na diverziranem zavarovanju, ki je lahko seveda za koga seveda usodno, da ne bo dobil takega zdravljenja ali pa bo zaradi takšnega potrebnega zdravljenja bankrotiral. Tako da to je bil tudi en od razlogov, da seveda govorimo o tem, da moramo zaščititi takšen način zdravljenja kot te bolezni, kot ga imamo. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali danes in za to, kar delate. Hvala, da ste bili moj gost. Hvala vam za to lepo vodenje skozi življenje. Skozi pogovor. Hvala. In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Želim vam miren in prijeten december. Do konca leta še nekaj posnamemo, zato spremljajte Ene še naprej.